Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, pri najnem zadnjem ponedeljkovem liveu. Z vami sva kot vsakič Alja Podgornik in Neja Zupan, učiteljici, praktikantki, strokovnjakinji naravnega zdravljenja, ki ima za sabo mnogo let izkušenj na tem področju in tukaj z vami deliva izkušnje, nasvete, poglede, različne informacije, ki jih lahko vi potem uporabite pri tem, da vsak dan malo po malo izboljšujete svoje zdravje in zdravljenje. Zato, ker midve ne samo verjameva, ampak veva, da je absolutno mogoče s temi tehnikami, ki jih midve uporabljava, da se vsako leto boljš počutimo, da smo vsako leto počutimo bolj svobodne v svojem telesu, v svojih mislih, čustvih in duhu in to želiva z vami deliti. Kot sem na začetku omenila, to je najin zadnji ponedeljkov live. V tem zadnjem letu se je nabrala ena cela knjižnica teh različnih posnetkov, ki jih lahko vse pogledate na YouTubeu. In tam res mi, da smo obdelali toliko enih tem, da praktično katerakoli stvar vas muči, sigurno lahko najdete odgovore na njo oziroma vsaj te začetne korake, kaj narediti. V teh zadnjih 2 livih pa midva zdaj govoriva o investiciji vase in pomenu tega. In v zadnjem livu smo opisali malo najini zgodbi in kaj smo midve naredile, kaj smo midve vložile vase, da sva prišle do sem, kjer sva, da sva premagale težke, neozdravljive bolezni, ki so nam vsi ostali povedali, da to je pač to, da s tem se bo treba naučiti živeti in sva zavrnili na ta pogled in se odločili, da pač tako midva ne bova delali, to ne verjameva in bova poiskala rešitve. In kaj je bilo potrebno, da sva prišla do tja. In še preden začnemo tole temo danes, drugi del, jaz bi rada povedala, da imava eno posebno obvestilo in sicer, da to so že zadnjič omenile. Ponedeljkovi livi se danes zaključujejo, najine vsebine se pa nadaljujejo na drugi platformi, v drugem okolju, ki se reče Patreon. Patreon, in sicer tudi na spletni strani bisernica.si, link do katere bo na voljo, se lahko včlanite. To je zelo nizkocenovno članstvo, 18 € na mesec, kjer boste tedensko dobivali vsebine o različnih sistemih v telesu, dobivali boste tudi recepte, energijske vaje, meditacije, tako da boste vsak teden dobili informacije in pa korake, ki jih lahko delate vnaprej. Tako da jaz vas že zdaj povabim, da se nama pridružite na tej platformi, ker boste dobili neverjetno visoko število informacij, kvalitetnih vsebin in pa zelo praktičnih nasvetov, ki jih lahko začnete vkomponirati v vsakodnevno življenje. Zato, ker zdravje, osebna rast, karkoli vas zanima, prva stvar je konsistenca in to, da mi redno stvari počnemo. Da vsakodnevno delamo neke korake. Tle se ne gre za neke ogromne zadeve, ki jih naredimo 2-krat na leto, ampak za vsakodnevne, konsistentne, majhne korake, ki potem eksponentno skupaj vodijo do velikih izboljšav v zdravju. Tako da vas res zelo, zelo toplo vabim, da se nama tam pridružite. Mi veva, da bojo vsebine zakon in se res veseliva, da jih bova z vami delile. Zdaj pa po tem dolgem uvodu, Neja, te povabim, da nas vpelješ v najin zadnji live v to temo investicije vase, zakaj je to toliko pomembno in da nadaljujeva tisti pogovor od zadnjič in ponudiva še druge perspektive, da upava res, da ljudem ponudiva to razumevanje, da investicija vase pokaže, da razumete, da ste vredni tega, da ste vredni boljšega življenja. In torej želiva za vsakega, ki je tukaj z nama v najinem okolju, v najinem communityju, ja, ki ga skupaj gradimo. Hvala, Alja. Jaz želim še majčkeno dopolniti še tole, kar je Alja čudovito povedala. Midve obe izhajava iz akademskega okolja. Obe imava doktorat znanosti, to je najvišja stopnja možne izobrazbe, pač ki trenutno v tem sistemu obstaja. In obe sva delale zelo veliko tudi v akademskem okolju. Recimo, jaz sem kar 12 let poučevala na fakulteti. Tudi Alja je študirala na različnih izjemno priznanih inštitutih. Tako da
najino znanje, ki ga tukaj o naravnem zdravljenju predajava, ne izhaja iz enega vikend tečaja, ki sva ga midve naredile, ampak sva se v vse te stvari, ki jih predajava, zelo dobro poglobile, tako znanstveno sva se poglobile in najdle ogromno priložnosti, da se spremeni način razmišljanja iz neozdravljive bolezni v ozdravljivo. No, in kar je recimo pri meni, kar sem jaz ugotovila na moji poti, je predvsem to, da sem nehala poslušati ljudi, ki so govorili slabe stvari o meni. Ne vem, če poznate tisto zgodbico, ko so žabe na drog plezale, 100 jih je bilo na začetku in navijači so od začetka navijali, dajmo, 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 ja. No, pa so eno za drugo cop, 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 cop dol padale, na koncu jih je ostalo 10, pa so že navijači, bo je ratalo, lej, pa takoj spustil, pa lej, kar dol zdrkne, pa ne more iti naprej, a ne. No, in spet cap, 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 spet jih je ene par dol padlo, no, in na koncu sta se samo še 2 in spet navijači, ne vem, če bo to uspelo, to je nemogoče, da prideš gor na vrh, glej, kako je spustil, pa koliko je še do vrha. No, in cop, pade še ena žabica dol, no, ena pa ostane gor in pride do vrha. No, in na koncu se je izkazalo, da je bila ta žaba gluha. Se pravi, gluh moraš postati za mnenja ljudi, ki ne vejo, o čem govorijo. Ker njihovo mnenje izhaja iz enih iluzij, ker sami niso prehodili pot. Kar jaz v današnjem svetu res čutim eno tako pomanjkanje, je to, da bi ljudje poslušali nekoga ali pa prisluhnili nekomu, ki je pot prehodil, ki ima dobre rezultate. Sej, lej, to, kar midve učiva, se vsak lahko čist sam brez vsega nauči. Ampak to je tako, kot če bi vas sredi džungle dol spustili, da se pa znajde. Jaz sem recimo pri najboljših študirala, jaz sem res investirala v to, da sem od najboljših. Jaz sem se učila od ajurvedskega učitelja, ki ima kliniko, ki je med prvimi 3 najbolj priznanimi na svetu. In tam v tisti kliniki se zbirajo ljudje, ki v ajurvedi resnično veliko pomenijo, recimo doktor Robert Svoboda ali pa doktor Claudia Welsh ali pa doktor David Froli. Veste, to so sama ful znana imena na področju ajurvede. No, in tam sem se jaz učila. Učila sem se nevrolingvističnega programiranja v Kaliforniji, en mesec sem šla tja, od tistega, ki je razvijal, to je Robert Dilts, ki je razvijal nevrolingvistično programiranje. Z dotikom do zdravja sem se učila od Johna Tija. To je ta, ki je razvil vso to, on je tudi doktor John T. Lejte, tudi sama znanstvena imena, ne, res, in sem investirala. Recimo to, ko sem šla v Ameriko, sem šla, to je bila zame, sem si dala nagrado, zato, ker sem pustila službo, sem investirala kar precej zajeten kupček denarja, zato, ker sem začenjala svojo pot. Recimo, Omkara krijo jogo
sem se učila od prvega nosilca Omkara krije joge na svetu, Swami Ananda Kapila. Tako da investiram v res tiste stvari, kjer vidim, da imajo ljudje rezultate. In recimo pri doktor Ananda Kapili, on je tudi doktor John, čakaj, ne vem, kako se čakaj, Swami Ananda Kapila, skratka, no. On je tudi doktor in je on govoril, ko delaš te vaje redno, a ne, imaš take rezultate, pa se pol dobro počutiš, pa najdeš hitre rešitve. Jaz tako, okej, mislim, jaz od začetka, ko sem začela z njim delati, je bilo tako, samo, sem po meditaciji samo zaspana ratala ali pa sem živčna ratala. Ampak sem rekla, mislim, če on reče, da kakšne rezultate imaš potem, ko to delaš, sem rekla, jaz grem za tem. In tada, čez določen čas, so rezultati prišli. Da so me ljudje velikokrat vprašajo, ti se pa skozi smejiš. Ja, več ali manj. Danes sem se že ob 3 zjutraj sem se smejala, ker sem se zbudila. In včasih imam kakšno noč, ko jo ne prespim, a ne. No, in sem se zbudila ob 3 zjutraj in sem razmišljala, mislim, kakšen blagoslov, da se jaz ob 3 zjutraj zbudim, 4 ure imam časa za meditirati do 7. Mislim, to je res noro. Ljudje se spopadajo s tem, da nimajo časa, jaz imam pa kar 4 ure časa za meditacijo. In sem rekla, no, in ful sem se ražala na to, kako v bistvu je to dober čas, a ne, ker ljudje velikokrat recimo to nespečnost, ja, pa ne morem spati, pa nisem zmatran, ja, izkoristi za nekaj koristnega, za nekaj, kar ti prinese. Jaz takrat ne berem, pa ne študiram, ampak meditiram in moje telo še vedno počiva, ampak moj duh je pa na popotovanju. In naberem takrat veliko draguljev. Tako da jaz vsem vam svetujem, da investirate v sebe in prisluhnete ljudem, ki imajo rezultate, sploh na področju, kjer želite imeti rezultate, recimo na področju zdravja, na področju uspeha. Poslušati, prisluhniti ljudem, ki imajo to znanje. Jaz si ne bom pesek v oči metala, da smo midve z Aljo edine, ki to znava, ampak lahko pa čisto z gotovostjo rečem, da sva pa redek primer. In to skupaj 2 dragulja, ki sva prehodile res tako zelo zahtevno pot, ampak v celi tej poti sva bile pripravljene prisluhniti in tisto, kar so nam rekli, včasih ni bilo prijeten, ne vem, zdaj sem se spomnila, doktor John Manford, Swami Ananda Kapila, mi kakšno stvar je, kako mi ni bila glih preveč všeč, ampak ker vem, da mi je on to rekel iz ljubezni, iz tega, da je on res hotel mene videti prebujeno, ja, potem sem jaz samo razmišljala, okej, kako naj jaz preoblikujem moj mindset, se pravi moj način razmišljanja, da lahko sprejmem in naredim drugače. No, in to je vsa umetnost, ki jo bova midve tudi v temu najmu novemu klubu predajale. Majhne korake, ki jih lahko vsakodnevno začneš prakticirati. In tako kot je Alja že rekla, vsakodnevna praksa
ti prinese spremembe na dolgi rok. Jaz velikokrat rečem, hoja na goro se začne s prvim korakom in potem drugim, tretjim, četrtim in ni druge. Nihče namesto tebe ne more prehoditi tvoje poti. Midve sva tukaj v oporo, kot dava smernice in to bova tudi v najinem klubu to počele. To je, tako kot je Alja rekla, greste na Bisernici, je poseben link, in kliknete gor in vas vodi na ta Patreon, tam plačate članarino vsak mesec in dobivate različne informacije, pa ne informacije, napotke, kako sva midve skozi življenje šle. Saj mojo zgodbo poznate. Ja, jaz sem tudi raka prebolela. Glih včeraj sem pisala nov članek za revijo Suzi, da smo se dogovorili z revijo Suzi, da bo kar nekaj člankov izdala. No, sem pisala o moji mami, kako je šla skozi ta proces, ker je tudi zbolela za rakom, ne. Ampak njena zgodba je bila zame ena velika lekcija, kako ne delati, kako narediti drugače. In tukaj sem se potem spomnila na Thomasa Edisona. Thomas Edison je izumitelj žarnice oziroma wolframove nitke, on jo je našel in on je naredil kar zelo veliko poskusov. Anekdota pravi, da je naredil 1000 poskusov, preden je našel wolframovo nitko. Ampak on je vedno govoril, to ni bilo 1000 neuspešnih poskusov. To so bili vsi uspešni poskusi. Kako sem jaz identificiral, kateri materiali niso primerni za žarnico. No, in jaz vam želim čim več dobrih stvari v vašem življenju. In se vidimo v Patreonu. Čudovito. Jaz mislim, da je Neja večina stvari povedala. Jaz bi samo še dodala, da zelo dolgo časa smo mi kot družba bili v nekem okolju, kjer se je zelo veliko poudarka dajalo na te intelektualno znanje, na informacije. Zdaj gremo ven iz tega, ker ima dostop do informacij vsak. To, kar je Neja rekla, vse te teoretične stvari, ki jih midve znava, se jih vi lahko naučite. Dostop imate do vsega. Potrajalo nekaj časa, ker imava že precej let za sabo, ampak vse vam je dostopno. Česar pa večina ljudi nima, je pa to, kar je Neja rekla, pot prehojena. In prehojena pot, se veste, to ste mogoče že kdaj videli skice, ne, da ljudje mislijo, da gre prehojena pot tako, v bistvu gre pa takole, ne. In tudi pri zdravljenju je tako. Včasih so stvari, ki jih je težko interpretirati, včasih so stvari, ki niso jasne. Ni tako, da začnete pa bo prvi dan boste na dnu, drugi dan boste en korak nad dnom, tretji dan boste 2 koraka na tem. To je tako iluzija, da stvari grejo in zaradi tega je zelo težko skozi take procese veliko iti sam. In imeti nekoga ob strani, ki je prehodil te stvari in ki pozna pasti, ki pozna znake, ki včasih, a veste, včasih stvari ratejo slabše, preden se izboljšajo. In je to, da se simptomi vračajo, recimo pri kakšnih detoksifikacijah, je v bistvu znak tega, da se stvari čistijo iz telesa. Medtem, ker če vi ne veste tega, boste imeli občutek, da nekaj narobe delate in da je treba postopek ustaviti. Ne? In to so ena izmed mnogih stvari, pri katerih imeti nekoga ob sebi, ki je te stvari prehodil. Nekoga, ki vam zna drugačen pogled podati, drugačno perspektivo, ki vam pomaga res doseči jasno, zakaj si želite neko stvar, zakaj za nečem greste. Da imate stalno oporo ob sebi,
kadar ne veste, kaj narediti, pa kadar imate feeling, da vas gra panika in da imate nekoga, ki vas pomeji, pa reče, v redu je. Stvari so tam, ki morajo biti, stvari grejo v redu. To vam jaz lahko povem iz lastnih izkušenj, da je neprecenljivo. In vam ne pravim samo iz perspektive zdravja, ampak iz perspektive biznisa, iz perspektive vseh ostalih stvari, kjer imam jaz mentorje ob sebi, da imeti to ob strani ponavadi pomeni razliko med tem, a vam uspe ali vam ne uspe. Zato, ker preprosto, če vas noben ne nauči, kako stvari delati, kako boste znali, ne? In tudi v šolo ste hodili, ste imeli učitelja, na faks ste hodili, ste imeli učitelje, pol kasneje v službi ste imeli menedžerje, ste imeli mentorje, vsaj v idealnem primeru nekoga, da vas vodi po poti, ki je prehodu, da se lahko zboljšate. In zaradi tega jaz iz lastnih izkušenj bi rekla, da je izguba časa in energije, da sami rinete po neki poti, namesto da bi investirali v nekoga, da vam stoji ob strani. Ker to, da investirate v nekoga, vam pomaga drastično skrajšati čas, da boste prišli do želenega rezultata. In je vedno treba vzeti v zakup pri teh stvareh, ne samo finančen znesek v tistem trenutku, ali pa časovni vložek, ali pa, jaz vam lahko povem, jaz, ko sem z nejo delala detokse, ne? To so detoksi recimo 3-4 tedne, ki so relativno zahtevni, ker je treba res se strogo držati diet, ker pridejo kakšne stvari ven, ki niso zelo prijetne, Ampak, 3 tedni, recimo 1, 2, 3 tele detoksi, jaz nisem več ekcemov imela, ker sem jih imela prej 23-24 let. Predstavljajte si, kaj vam to omogoči v življenju, da greste s tem naprej. Meni je omogočilo, da sem lahko se ukvarjala s športi, ki so me, tako kot recimo s plezanjem, ki imam kredo po celih rokah, jaz sem imela cele roke v ekcemih, to ni bilo teorije prej. Da lahko brez problemov potujem in da me ni strah, kako se bo moje telo odzvalo na različne vrste hrane, na različne vrste okolij. Veliko često gre čez trenutno investicijo. Gre se za vašo svobodo, za sposobnost uživanja življenja, kako bo to vplivalo na vaše odnose, na vaše zmožnosti zaslužka, marsikdaj, če boste lahko bolj prisotni, bolj kvalitetno delali. Res je treba celostno pogledati, ne samo zdravje, ampak življenje. Kaj zdravje predstavlja v vašem življenju in kaj vam bo omogočeno, če te stvari razrešite. In to je šele tisti res celosten in iskren pogled na to, kaj ta investicija pomeni. In enkrat, ko pogledate v tem sklopu, ponavadi ljudje, ki pridejo v take ali klube, ali delo 1 na 1, ali pa v skupinah. Jaz imam izkušnjo generalno tako z ljudmi, ki so prišli delati z mano, da najprej so bili tako, zneski treba plačati. Po 1, 2, 3 mesecih, včasih po enem srečanju so ljudje rekli, da premalo računam. Da bi veliko več investirali, če bi že na začetku imeli doživljanje tega, kaj te stvari prinesejo za sabo. In zato vas res povabim, da začutite v ta del. Kaj je transformacija, ki je mogoča na drugi strani? Kakšno je vaše življenje, če bi uspeli te težave, ki vas pestijo, dejansko celovito razrešiti? Kaj vse to za sabo potegne? Zato, ker to je tisto, kar je na koncu resnično vredno, Tako da tudi jaz vam želim čudovito življenje pred vami, karkoli prinese. In vas vabim, da če želite podporo, da kontaktirate katerokoli izmed naju. Mi imamo čudovite ponudbe, zdaj dodajamo še to nizkocenovno, ker boste tedensko z nama lahko šli čez različne korake na tem, da izboljšate svoje zdravje. Seveda pa ponujamo tudi 1 na 1 individualno delo, oziroma 2 na 1, kar je res luksus, da z obema nama res celostno in podrobno se poglobite v svoje fizično, duhovno, mentalno, čustveno stanje in ga transformirate na absolutno neverjetno drug nivo. Tako da vse lepo še od mene. Se vidimo v drugi platformi. Čau. Čau.